Dolina je pripravljena na prestrukturiranje iz premogovno obremenjene regije v energetsko varčno družbo. Velenjski urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje je namreč identificiral ključne projekte, ki bodo prinesli več tisoč delovnih mest po zaprtju premogovnika. Dogovora o datumu zaprtja sicer še ni, bo pa ta nastopil precej pred prvotno načrtovanim zaključkom izkopavanja leta 2054. Naloga novega urada, kjer platno in škarje zdaj vihti donedavna direktorica uspešnega Saša inkubatorja Karla Siter, je pravzaprav ena: pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev. 4 projekti so prednostni. Industrijski inkubator, center prihodnosti, poslovne cone Pesje in pa seveda tudi v okviru projekta Zlati grič, kjer pa želimo zagotoviti stanovanja za mlade talente in jih na tak način tudi zadržati. Opustitev pridobivanja elektrike s kurjenjem premoga prinaša pomemben izziv. Bomo neposredno izgubili 4000 delovnih mest, ki jih je potrebno nadomestiti v drugih industrijah. Boj za vsako delovno mesto bo trd. Poleg naših 4 projektov, ki so nam prioriteta, pa seveda si želimo, da bi bili podprti tudi projekti naše lokalne energetske agencije, in sicer na temo vodikovih tehnologij in pa seveda komunalnega podjetja Velenje. Saj ogrevanje doline kmalu ne bo več stranski produkt kurjenja premoga. Še predtem bo dolina, kjer so sežigal šoštanjski termoelektrarni, ki bi nekoliko omilil finančni pritisk na ceno energije, ne bo primorana plačevati dražje ogrevanje. Časi, ko v velenjskem premogovniku ne bodo več izkopavali premoga, ko bo ta deponija za nami povsem prazna, se hitro približujejo. Za takrat pa bo v Evropskem skladu za pravičen prehod na voljo 248 milijonov evrov. Na uradu pripravljajo tudi razpis, ki bo velenjska podjetja spodbudil 100 000 evrov težko injekcijo. Prireditev